Čeprav je bilo za stanovanje v Magdaleni precej zanimanja, na dan so imeli tudi po 3 oglede, so se dražbe udeležili le 4 interesenti. Kljub temu je bila stečajna upraviteljica z izkupičkom zadovoljna. Bila so prodana 3 stanovanja od 14, kar je glede na trenutne gospodarske razmere v državi za moje pojme kar zadovoljivo. Novi lastnik 100 kvadratnih metrov velikega stanovanja je postal tudi mladi zdravnik Peter Balon. Bil je edini ponudnik in je stanovanje kupil po izklicni ceni 122 000 evrov. Odplačal ga bo s kreditom. Mislim, da je že 3 leta stara, ampak je še nevseljeno stanovanje, večje, 3-sobno stanovanje, tako da vredo. Vse do sredine leta bodo dražbe potekale vsakih 14 dni. Na prodaj bo 15 nepremičnin v Brezju, lokali, poslovni prostori, parkirni prostori, nato še zemljišča. Njihova skupna vrednost je 20 milijonov evrov, a Sisingerjeva dvomi, da bo takšen tudi končni izkupiček. Upniki, ki imajo priznanih za skoraj 90 milijonov evrov terjatev, od osiromašene stečajne mase ne morejo pričakovati veliko. Premoženje je predmet ločitvenih pravic, kar pomeni, da je vso premoženje predmet posebne stečajne mase in iz tega premoženja bojo poplačani ločitveni upniki. Splošne stečajne mase v MTB-ju v stečaju praktično ni. Sisingerjeva ne verjame, da bo stečajni postopek končan do leta 2014. Zaradi zelo verjetnih sodnih sporov se namreč lahko zavleče tudi do konca leta 2015.